Lepo pozdravljeni. Moje ime je Marjan Majčerič in v današnjem podcastu gostujem profesorico fizike, matematike in trenutno ravnateljica na Srednji prometni šoli, gospa Mira Sledar. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Gospa Mira, tukaj sem ugotovil oziroma videl, da zmeraj, ko sprejemate ljudi, ko iščete nov kader, da gledate strokovnost, gledate, kako je človek po tej človeški plati, kako kot mogoče ima ta materinski instinkt, očetovski nagon oziroma to plat. Kako vi gledate na človeka oziroma profesorja, kaj bi naj imel karakteristike? Ja, zagotovo. Vsak profesor mora biti dobro strokovno podkopan, mora si znati ustvariti red v razredu, hkrati pa mora imeti rad otroke. Pomeni, da zna dijakom prisluhniti, da zna zaznati, da zna videti stiske, prepoznati stiske dijakov, da je pripravljen priskočiti jim na pomoč, svetovati. Saj veste, vedno, kogarkoli novega imam na razgovoru, vedno rečem, da mi je najpomembneje, da ima profesor rad otroke, da jim zna prisluhniti. To ne pomeni, da jim popušča, da lahko počnejo, kaj želijo, ampak da jih zna voditi skozi učni proces, skozi pravzaprav te najtežje obdobje življenja, ko dijaki grejo skozi to puberteto, vemo, da ni prijetno, niti njim, niti nam, ki se moramo s to ukvarjati. In zato mora imeti profesor tudi veliko mero potrpežljivosti. Mora se zavedati, da dijaki so v takem obdobju, ko ni nikomu lahko, ne tistim, ki se z njimi ukvarjajo, ne niti njim samim. V tem obdobju možgani mladostnika delujejo malo drugače. In če profesorji to tudi na nek način razumejo ali pa poskušajo razumeti, je potem življenje veliko lažje. Seveda pa niti slučajno to ne pomeni, da se jim popušča. Treba jih je usmerjati, treba jih je tudi kdaj, če rečemo, skregati. Potrebno jim je pa seveda tudi podati tudi veliko strokovnega znanja in je to zagotovo tudi pomembno. Ja, hvala. Verjetno ste, bom rekel, to modrost potegnili tudi mogoče z tega svojega starševskega vidika, ko imate doma, bom rekel, šolske otroke, oziroma hodijo še vsi v šolo in potem je eno tukaj, ko doživljaš, bom rekel, šolsko zgodbo iz ene plati in potem doma, kako to otroci doživljajo včasih in si poslušaš eno in drugo zgodbo. In zdaj verjetno tudi otroci domov prinesejo kakšno zgodbo, kjer znajo kaj povedati, kaj se mi je zgodilo nepravično, nepošteno, da se kaj takega v šoli dogaja. Kako takrat doma reagirate? Vem, v šoli je drugače, ampak doma z svojimi otroci. Ja, seveda. Imam 3 otroke. Najstarejša počasi zaključuje magistrski študij, celo 2 vzporedno. Potem drugi je pa že zaključil in najmlajši je pa seveda gimnazijec v najbolj pubertetniških letih. Ja, vsi so prihajali domov, pa so včasih rekli, učitelj mi je naredil krivico, ne vem, sošolec mi nagaja. Oba z možem moram reči, da smo vedno zagovarjala tezo, da tudi, če se je slučajno, če otrok misli, ali pa če mogoče res, da se pa kdaj kakšna krivica zgodila, da to pravzaprav ni tako zelo slabo. Ker otrok mora doživeti tudi kdaj kakšno stvar, ki mu ni najbolj prijetna, zato da v življenju potem se lažje znajde. Največkrat je bilo to, da če je bila kakšna malo slabša ocena, je bil učitelj kriv, smo pač vprašali, kaj si ti naredil za to, da si zdaj dobil tako oceno, si se dovolj učil, in pa smo prišli do zaključka, da najbrž temu ni bilo tako, in da učitelj je pač svoje delo opravljal. Je pa tudi kdaj pride do česa, ampak takrat smo se vedno pogovorili, pa smo rekli, to ni življenjskega pomena, kar se je danes zgodilo. To se da vse popraviti. Tudi
normalno je, da tudi učitelji, pa tudi dijaki niso vsi kompatibilni. Včasih z nekom ne najdeš stika, to sicer redko, učitelji smo profesionalci, pa se tukaj potrudimo in tudi vemo, da pač moramo, ampak ni povsod enako, ne? In to je tudi čisto življenjsko. In to je šola, ki ti daje največ, kar po tem življenju, ker v življenju tudi ni vse samo, rečemo po domače, ni vse potica. Moraš doživeti tudi kakšno krivico, moraš se s kom, ni vedno po tvoje, ni vedno tako kot, in recimo, da starši smo tisti, ki moramo otrokom to dovoliti, da doživijo take stvari, ker če jih ne doživijo, potem bo jim v življenju veliko težje. Moramo se naučiti zelo zgodaj, da ni vse tako, kot bi si želeli, vedno. Ja, res se strinjam, ker hočemo včasih preveč olajšati, da bo vse lažje iščem, da rabijo iti tisto hudo, ampak včasih vidimo, da potem, ko pride do tega, pa so preveč zmrznejo in da potrebujejo ta nenehen mali stres, da jih ta ojača. Zdaj približujejo se informativni dnevi. Otroci, osnovnošolci, 9. razred, redko kdo ve, kam bi šel, kaj bi počel. Ponavadi se odloča, kaj misli njegovi sošolci, mogoče starši imajo še veliko vpliva. Zdaj bi najprej vprašal, kako ste se vi odločali, ko ste vi šli na srednjo šolo, potem na faks in tako naprej, a vse z glavo ali kako je to izgledalo pri vas? Ja, ni bilo z glavo. Ja, jaz ne vem, jaz sem bila že v osnovni šoli in meni je bila matematika všeč in jaz sem se že v osnovni šoli odločila, da bom učiteljica matematike. In to je bil pač moj tak cilj. Jaz se spomnim, jaz sem živela na deželi in sem nekoč moji mami povedala, jaz bom učiteljica matematike, ona se mi je nasmehnila, ker sem zelo rada reševala enačbe že v osnovni šoli. Mislim, enačbe, te probleme matematične in mi je to bilo fajn. In seveda, takrat pač nismo niti poznali, da bi lahko greš kot matematik službo na banko, kjerkoli. Jaz sem pač videla učitelja matematike, ki je bil v osnovni šoli dober in sem se pač tako odločila. Zato sem šla potem v gimnazijo, takrat jaz sem bila tisto obdobje, ko smo bili usmerjenci in smo bili, takrat je to bila, ni bila 3. gimnazija, ampak je bila srednja šola pedagoške in kulturne usmeritve in potem naravoslovna smer. Imeli smo, potem ko smo se ločili, veliko matematike, fizike, biologije, teh naravoslovnih predmetov, to je bilo kar naporno, moram reči. Takrat še ni bilo, da bi vsa ocenjevanja bila napovedana, takrat kar trpeli, smo morali se učiti. Po srednji šoli pa se je bilo potrebno odločiti, ali študij v Mariboru ali študij v Ljubljani. Ja, tudi malo zaradi socialnih razmer sem izbrala študij v Mariboru. Ni bilo možno samo matematike študirati, takrat smo pač vzeli zraven fiziko, pa mi potem kasneje niti ni bilo žal. Moram reči, da je fizika bila tudi dokaj praktična, take življenjske stvari, ne. Ni slabo, če v življenju poznaš fizikalne zakone, marsikaj razumeš drugače, ne. Tudi matematika ti da to sem jaz tudi vedno dijakom povedala, ker so včasih javkali, ne, zakaj se moramo to učiti, pa rečem, glej, matematika je javno dobro. Zakaj je javno dobro? Zaradi tega, ker uči ljudi reševati probleme. V življenju bo ogromno problemov, ki jih bomo morali rešiti, in pri matematiki se moraš malo namučiti, da kakšen problem rešiš, in to te nauči. Problemi so rešljivi, potrebno se samo potruditi. In to ti da matematika. No, potem pa sem se zaposlila, delala sem med študijem že na eni osnovni šoli, potem pa takrat je bilo kar precej povpraševanja po matematiki, sem se zaposlila na takrat železniški šoli, srednji, no in potem pa sem ostala kar tukaj. Na to pa, kako sem postala ravnateljica, pravzaprav nikoli nisem razmišljala o tem, da bi bila ravnateljica. Najprej sem bila nekaj let tudi na prošnjo takratne ravnateljice, pomočnica ravnateljice. Potem je pa pač prišlo do tega, da so pravzaprav tudi sodelavci me prosili, da bi postala ravnateljica. Zdaj pa sem pač se tega, to delo opravljam z veseljem, me veseli, ni vse lepo, tako kot nobenem poklicu, včasih se jezimo, včasih nam je lepše. Najlepše je takrat, ko vidimo, da pomagamo kakšnemu dijaku skozi težave, ki jih ima. Zelo lepo je tudi, ko vidimo, kaj vse smo recimo v 4 letih
morali narediti, da je dijak uspešen in potem uspešno zaključi in tudi gre naprej in ko se potem tudi srečamo, ko se lahko pogovorimo in rečemo, veliko dela smo naredili in dobro delo smo naredili. Ja, zdaj, ko tako poslušam, vidim, že kot otrok ste vedeli, kaj hočete. Ne? In to je res ful lažje kot nekomu, ki res ne ve, kako naj zdaj ta mladi, s čim se ne on pomaga, ne vem, o čem naj razmišlja, ker zdaj ta mladi razmišljajo, kje je dobra plača, ne? Kje bo čim manj delov mogoče, ne vem, kaj bi ti vi rekli zdaj mlademu, ko se odloča? Jaz bi rekla takole, naj razmislijo, kaj jih veseli. Saj veste, poklici se bodo v prihodnosti zelo spreminjali. Ja. Pravzaprav niti ne vemo, nekateri bodo izumrli, novi bodo nastali. In v tem trenutku naj naredijo in naj gredo v šolo, kjer jih veseli, predvsem pa naj dobro opazujejo na informativnih dnevih in tudi vzdušje na šoli naj opazujejo. Mogoče jim tudi starši pri tem pomagajo. Ker včasih je tako, ne, da misliš, da bo nekaj, da boš tam uspel, ampak potem je vzdušje na šoli, če ni spodbude za dijaka, če niso učitelji takšni, da bi prisluhnili dijakom, mogoče malo težje. In če že to na informativnem dnevu začutijo neko prijetno vzdušje, vidijo, da so učitelji oziroma profesorji pripravljeni pomagati, je mogoče že to ena takšna dobra popotnica potem za šolanje. Zdaj, da bi rekla, da bi morali gledati na plačilo v prihodnosti. Jaz vem, da jih veliko to gleda. Jaz vem tudi, da starši marsikateri svetujejo. Ne vem, nikoli nisem na to gledala. Tudi svojim otrokom nisem na ta način svetovala. Vedno smo rekli, poskusi tisto, kar te zdaj veseli ali pa kjer misliš, da bi se našel. Potem v življenju pot te ponese še drugam, lahko se preusmeriš, lahko marsikaj narediš. Ogromno je zdaj recimo v Mariboru tudi neki novi gimnazijski oddelki odprli. Veliko otrok gre v gimnazije. Dejstvo je, da jih gre preveč v gimnazijo, po mojem mnenju. Tudi nekateri, niso vsi za gimnazijo. Gimnazija je pravzaprav zelo težka. Vsaka srednja strokovna šola je, vse je potrebno učiti, je težka. Gimnazija toliko bolj in meni je velikokrat žal mladih, ki se usmerjajo v pretežke programe in so potem nesrečni. Dejstvo je, da se je potrebno učiti v srednjih šolah, tudi na naši šoli, v vseh programih. To so 4-letni strokovni programi in veliko je strokovnega znanja, veliko je tudi praktičnega, ampak je potrebno se učiti in je nekaj za to narediti. In zdaj, če dijaki mislijo, da se bodo samo vpisali, je potem zelo težko. Včasih je bolje izbrati program, tudi staršem to velikokrat svetujem, tudi pri svojih otrocih sem tako gledala, program, kjer bodo uspešni, ker bodo srečnejši. In če si ti uspešen, potem še lahko naprej nadaljuješ, ne vem, naprej drugi program ali pa višjo stopnjo. Ko pa si ti že od začetka neuspešen, se zelo, zelo trudiš, je težje. Že v tej zgodnji dobi odraščanja ves čas doživljaš neuspehe, ni prijetno. Jaz vem, da si velikokrat tudi starši želijo, da bi otroci, ne vem, dosegli, vsi bi bili doštudirali ali pa ne vem, kakšne poklice, ali pa svoje vizije vidijo, ne, pri otroci. Vse tudi, bom čisto poštena, tudi mene je kdaj zamikalo, da bi otrokom kaj takega, pa pojdi to, pa pojdi to, ne, seveda. Ampak vidiš, da je potrebno stopiti korak nazaj. Včasih, če si otrok zelo želimo, seveda pomagaš. Moji otroci, zdaj, če čisto na svojem primeru povem, so zelo različni po karakterjih, po sposobnostih, ampak tisto, če vidiš, da si otrok nekaj zelo želi, mu seveda na tej poti pomagaš. Če pa niso dijaki, otroci prepričani, potem je pa bolje, da se usmeri tam v šolo, kjer bo uspešen, ali pa vsaj upamo, da bo uspešen. Pa seveda jih je treba ves čas spodbujati, jih spominjati na to, da je treba delati, da se je treba učiti, ker tudi v življenju bo potrebno delati, ne gre drugače. Ja, jaz sem tudi tako izkušnjo, marsikdaj se je zgodilo, da je še boljše 3-letni program za marsikatera dijaka. Prvo je uspešen, tako ste rekli, on se boljše počuti. Recimo, moj otrok je šel za avtomehanika, 3-letni program najprej je. In
ok, to si želi, naredil, je naredil in dejansko po 3 letih ima boljšo plačo, kot pa jaz po 20 letih profesorstva na šoli, ne. Ampak, ok, tam je drugače, ker delaš lahko popoldan, sobota, nedelja, vse ur je veliko, ne, pa dela tudi ogromno, je drugačno delo. Tako da, ja, je boljše, da dela to, kaj ga veseli, ampak včasih je težko najti to, kaj te veseli, ne. To mogoče edino, ne. Ampak potem rečemo tako, probaj pa vidiš, ker dokler ne probaš, mogoče niti ne veš, ne, pa greš na eno stvar pa drugo, pa še prepišeš lahko. Ja, zdaj na naši šoli pravzaprav izobražujemo za take res perspektivne poklice, ne, ali pa tudi veje, ne, logistika, varovanje, telekomunikacije. To so poklici, ki zagotovo, sem prepričana, ne bodo izumrli še hitro, ne, ali pa ne vem, zelo dolgo ne, ker pač pravimo, da nekateri poklici izumirajo, drugi se na novo rojevajo. Na teh področjih dela bodo. In so to zelo široka področja in tukaj zagotovo se dijaki lahko najdejo. Kaj bi rekla? Logistika, saj veste, logisti premikajo svet, ne? Dobesedno rečemo. Tovor, ljudi iz enega konca na drugi svet, v resnici premikajo svet. Varovanje, imamo varovanje premoženja, oseb, od telesne straže do tehničnega varovanja, zelo široko področje. Telekomunikacije pa tudi, ne. Ta program je pa relativno nov pri nas, da je 2. leto izobražujemo. Tukaj pa je res telekomunikacije, elektrotehnika. Ta področja se pa tudi odpirajo in so zdaj zelo digitalizacija povsod. Tako. Ja, tako da na teh področjih je dovolj široko. Jaz svetujem dijakom, če ne vejo, naj pridejo pogledat, naj začutijo utrip šole, malo po ta področja jim bodo predstavljena, pa mislim, da bi se mogoče našli. Tako dekleta kot fantje. Ja, mislim, da je kar zelo uravnoteženo, ne, med spolom tukaj v šoli. Ja, moram reči, da je mogoče majčkeno več kot polovica, nekih 53% je fantov, ostalo so dekleta, pri čemer v programu tehnik varovanja je pa več deklet kot fantov. Ja. Zdaj še bi vprašal, profesori imamo svoj kurikulum, je določena vsebina, kaj moraš učiti, zdaj mi krmarimo samo na kak način damo kako znanje, kako to narediti zanimivo. Zdaj, kot ravnateljica, imate predpise, zakone, imate želje profesorjev, staršev, lastno vizijo tudi. In kaj je tukaj mogoče najtežje pri vas, ne? Kako je mogoče profesora za kaj navdušiti ali dijaka nekam, ne? Med to vizijo, financami, starši, dijaki, kako to vi krmarite? Moram priznati, da težko. Ja. Veliko je zahtev. Vsak na svoje vleče. Tako. Vsak ima svoje zahteve, vsak ima svoje želje in nekje tu vmes moraš voziti, ne? Krmariti, tako kot ste rekli. In včasih si razočaran, včasih ti uspe, včasih že obupuješ, pa rečeš, ne grem se več tega, ne bo šlo, ne želim tega. Potem je pa zopet kaj zelo dobro uspe, pa si malo pomirjen, pa rečeš, no, se bo šlo. Je pa res, jaz sem človek, ki imam rada stvari urejene. Rada imam, ravno včeraj sem se šalila s prijateljico, imam rada naprej delo narejeno, naprej. Ampak tu tega ni, ne, moraš se sprijazniti, da nikoli ni vse urejeno. Po noči se zbujaš, pa joj, še to, pa ne veš kaj. Potem zdaj imam eno tako, da po noči, ko se zbudim, imam ob postelji pripravljen listič, kuli in si napišem, kaj še moram, kaj bi še bilo dobro. Včasih moram priznati, da velikokrat polovico noči prebedim, pa razmišljam, kaj bi še lahko, na kak način rešili kako stvar. Tudi, ko so težave, ne vem, pa v kolektivu, pa z dijaki problematičnimi nekaterimi, ali pa bi rekla z dijaki, ki nam predstavljajo velik izziv, ne. Tudi včasih starši, pa razmišljaš kako, na kakšne načine. Ne uspe vedno, včasih uspe. Pol že tako, da zvečer, preden zaspim, si elektronsko pošto v službo pošiljam, kaj vse je tisto, kar moram zjutraj nujno. Tako da,
moram reči, da v tem poklicu ne moreš odklopiti. Zdaj, tudi kot učitelj si bil vpet v šolsko delo, ampak si lahko tudi kdaj pa kdaj odklopil. Tu pa ne. Tudi ko si misliš, da boš, pa so telefonski klici, ker se kakšne težave pojavijo. Nekaj bi si želel, pa bi tudi učitelji si želijo, pa tudi ti, pa so zakonske omejitve ali pa ministrstvo ne da financ, da bi kaj uredil. Tako da psihično je naporno, če si želiš, da bi imel vse. Potem z leti, zdaj sem že več kot 7 let ravnateljica, se že malo ugotoviš, da ne bo šlo tako, kot bi si vse želel, pa se malo prilagodiš tudi. Ampak še vedno je težko, je lepo, ampak je tudi težko, 25 ur, potem ste v službi, samo 24 ur, še tiste sanje lahko včasih predstavljajo službene sanje. In je to en tak poslanstvo, oziroma ni samo poklic, tako kot zdravnik biti in biti učitelj, in ni vsak za to, ni vsak za to, in to mogoče potem ugotoviš, ko poskusiš, ali pa vidiš, to sem jaz. In tako da jaz želim, da res pridejo na našo šolo, predvsem taki, ki želijo, da so to, kaj tukaj učimo, pa mogoče tudi, ko tukaj vidijo, da niso to, kar bi oni, da to lepo znajo sprejeti in da sprejmejo neko novo možnost spet, da se nova pot odpre, če se nekje mogoče zapre. Zdaj bi mogoče zaključila najin pogovor povabo še zaključno misel, kaj bi to bila. Mogoče bi jo namenila dijakom. Želim, da najdejo to, kar pravzaprav iščejo, najbrž tudi pri nas na šoli ali kjerkoli, da se najdejo. Ne bo vedno vse gladko teklo, ne bo vse lepo, ker življenje tudi ni vedno lepo. Je lepo. Življenje je lepo, ampak so včasih malo manj prijetne stvari, včasih malo bolj prijetne stvari in to je normalno, to je del življenja. In če smo na to pripravljeni, če s tem živimo, je v življenju veliko lažje. Nikoli pa ne bo tega, da ne bi bilo treba delati. V šoli se je potrebno učiti, učitelji, in ko smo odrasli, moramo delati, in če nekaj časa delamo, se učimo, potem zagotovo pride nagrada. Pride, dobra ocena v šoli, pri tem tudi dober občutek. Mi se dobro počutimo, če je delo dobro opravljeno, se potem človek dosti dobro počuti. Želim vsem devetošolcem, da dobro izberejo srednjo šolo, da izberejo šolo, kjer se bodo našli. Če pa slučajno ne, pa tako kot ste rekli, je tudi še vedno možnost prepisa, je možnost najti novo pot. Nikoli se v življenju nič dokončno ne zapre. Vedno rečem tudi ko pademo, je najpomembneje, da se znamo pobrati. In če se znamo pobrati in če se velikokrat poberemo, je to največ, kar nam življenje lahko da. Mira Jug Feder, hvala lepa. Hvala tudi vam.